SBC poslovne zgodbe, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lep pozdrav v novem podcastu, tokratni gost pa Jure Knez. Mislim, da kakšnega prav posebnega uvoda, ko govorimo o Juretu Knezu in podjetju Devesoft, niti ne potrebujemo, ker bo na vsa vprašanja, ki jih imam, vsaj upam, odgovoril Jure. To je človek, ki ga lahko opišemo z večjimi pridevniki, lahko ga primerjamo z velikimi vizionarji. Najbolj nenavadno, vsaj meni ali pa še marsikomu, pa je, da je v resnici to povsem navaden Trboveljčan. Človek, ki je preprost, ki se vedno malce nasmeje, ko mu malce laskamo in potem odgovori točno tako, kot on misli. In se mi zdi, da ga nihče ne premakne. En lep pozdrav, Jure. Ja, živijo. Tikala se bova, to so se zmenila, ne? Prav gotovo. A te kdo premakne? Ja, zdaj je pa lahko to testiramo, ne? Ajde. Devesoft, ne, je črno, oranžen, ne, in zdaj imamo zeleno ozadje, ne. Tako da zdaj, če se da tole ozadje, jaz razumem, ne, da je zelena barva, s katero morate začeti, ne, ampak če zdaj lahko spremeniva v oranžno, bo potrdila to tezo, če ostane pa zelena, ne, potli pa, pa se pa lahko. A veš, kaj me skrbi? Če bi zdaj res prišel Jan, ki skrbi za ta studio, ne, bi morda imeli tukaj preveč barv, ampak poglej. Ne. Vse spreminja, ne? Vse spreminja. Evo, Jan, lahko pustiš. Odlično. Tebi na čast, oranžni studio, prav? Odlično. Kdo vse se ti še takole ne more upreti? Ja, jaz mislim, da v podjetju imamo ogromno demokracije, ne? Tako da puščamo ogromno svobode, ne? Tako da imamo zgodbe, ne? Kako jaz rečem, ne veš, kaj bi bilo fajn narediti, tole moramo narediti, ne? In potem rečejo, ja, se bomo naredili, ne? In potem se tukaj malo pozabi, ne? In tako naprej, ne? Tako da ta demokracija, jaz verjamem, da je prinesla veliko pozitivnega, da podjetje deluje dobro, tudi če me ni, če sem po svetu ali pa kakorkoli, ne. Seveda pa tudi zaradi tega trpimo, ne, tako da pravijo, da je monarhija najbolj učinkovit način vladanja, ne, najbrž pa ni najbolj pravičen pa na dolgi rok vzdržen. Ko sem se pripravljal na pogovor s tabo, moram reči, da kljub temu, da veliko nastopaš, veliko potuješ po tujini, pa najdemo kakšne članke, o tebi pravzaprav zelo malo vemo, ne. Obstaja knjiga, obstaja kup podcastov, intervjujev, ampak vseeno se je težko pripraviti na intervju s tabo. Ampak mogoče preden začnem malce vrtati o kakšne stvari, rekel si, tudi veliko potujem in tam v enem podcastu si dejal, toliko potujem, da sploh več ne vem, ne, če znam kaj narediti, ker zdaj pravijo ti bolj govori. Kaj je zadnja stvar, ki si jo opravil v podjetju? Tele počitnice so bile zelo zanimive, ne, tako da je nastala specifikacija novega merilnega inštrumenta, ne, in to je ta tehnični del je tisti, ki me bo vedno veselil. Naredil bom vse, da in tudi kolegi in kolegice v podjetju zelo dobro prevzemajo odgovornosti in naredil bom pač vse, da bo tega časa več, ne pa manj, kljub temu, da je število zaposlenih iz leta v leto večje, da so pač tudi ten kup papirjev za podpisati, ne. Tako da je ta tehnični del, ali je to v hiši, recimo izdelovanje novih konceptov, delo z inženirji ali pa po svetu pri strankah, tiste še boljše, ne, zaradi tega, ker po 25 letih je še vse in za mene nervjet žur, če greš, ne vem, v Brazilijo, sred džungle, v nek rudnik železa ali pa na neko strelišče ali pa v laboratorije avtomobilske industrije, tako da to je tista stvar, ki nas mislim, da kar vse v našem podjetju izredno veseli, pa radi hodimo po svetu, poslušamo stranke, ker iz tega ven, ne, iz teh želja strank so prišle v bistvu res nove inovativne rešitve. Dostikrat se hecam, da mi nič ne izumljamo, kaj je treba narediti, to nam povejo stranke, znamo pa dobro narediti to, kako to izvesti, uporabo tehnologije, ki je na voljo v določenem trenutku, zato da pač strankam damo tisto, kar si želijo.
Če je morda kdo med poslušalkami in poslušalci, ki ne ve točno, kaj Dewesoft počne, vaše merilne naprave so v več kot 50 državah sveta, ali sem še kakšno izpustil? Ja, to je težko prešteti. Ampak tisto, kar pa je važno v avtomobilih, letalih, vesolju, praktično povsod, kjer je treba kaj izmeriti. Ja? Ja, mi v bistvu, recimo, če kupite avtomobil, nikoli v njem ne bo naš merilni inštrument. Torej, nismo v redni proizvodnji, smo pa prisotni takrat, ko se avtomobil ali pa letalo ali pa raketa pač razvija v fazi prototipa, da se iz prototipa pride do končnega izdelka, takrat uporabljajo naše tehnologije, tako da imamo priložnost videti marsikšno čudno reč, ki še ne obstaja uradno. A je tam podpisano in tudi piše Jure Knez, da ne boste ničesar razkrili, dokler ne obstaja uradno? Ja, seveda, to dostikrat podpisujemo takšne papirje in tudi seveda ustrezno skrbimo za to, da so stranke nekako varne z te strani. Tako da vse v bistvu mi delamo komponente, večino časa tudi niti ne vemo, kaj stranke delajo z našimi inštrumenti. To je tako, kot da bi proizvajali, ne vem, v Trboveljah bi rekli Schraubenzieher, v Sloveniji izvijač, in potem ta izvijač se uporablja marsikje. Veliko bova še govorila o tvojem podjetju, o teh dosežkih, ampak mogoče, če se vrnem čisto nazaj, ko sem obiskal Katapult, še ena izmed tistih stvari, ki si jo sam postavil v Trbovljah, sem spoznal tvojo mamo. Izjemna ženska. V nekaj trenutkih me je navdušila, predvsem pa sem si zapomnil nekaj, da ona uči matematiko drugače. Kaj to pomeni? Ja, v bistvu je bila dolga leta profesorica do svoje upokojitve, potem je pa v bistvu tudi zaradi otrok, ko je videla, kako se matematika poučuje, je pač poskušala dodati en del standardnemu pedagoškemu procesu z učili, ki v bistvu otrokom dajo danes še tako potreben občutek štetja, tehtanja in teh stvari, ker včasih se mi zdi, da so imeli otroci več stika s fizičnim svetom, danes pa je pa tega manj in je potrebno to nadomestiti, da na enostaven način z enostavnimi pomagali začnejo obvladovati spretnosti, tako ročne spretnosti, kot tudi, da povežejo ta fizični svet, ki je tako pomemben z možgani. Je pa to sigurno ta SOS šola, ki jo imamo, je eden izmed boljših tudi marketinških orodij, zaradi tega, ker ko pride danes smo imeli recimo en obisk iz Italije, potencialnega partnerja, leta in leta nismo mogli z njim delati, ampak je prišel in je bil od vsega najbolj navdušen prav nad SOS šolo. Razlog pa je to, da pač vidijo, da ni to podjetje, ki bi bilo namenjeno temu, da na hitro zraste in se mogoče čez par let proda, ampak delamo na dolgi rok, delamo z mladimi, zato da vzgajamo tehnično kulturo, da skrbimo za to, da bojo kadri imeli v prihodnosti tudi dovolj znanja, priložnosti v našem okolju, in to je čisto en drug pogled na podjetje. Pač Dewesoft je ena izmed podjetij, ki jih je še mnogo takšnih, ampak prav Katapult, SOS šola in te stvari, kar jih imamo, nam pa daje neko drugačno sliko tudi strankam. Tako da je zagotovo tudi Katapult dal ogromno Dewesoftu. Mogoče samo še eno vprašanje o mami ali pa dve, ampak se ti ne zdi zanimivo, da iz celotne Slovenije vozijo svoje otroke na to SOS šolo? Ja, očitno že nekaj dobrega počne, tako da zdaj mama je 49-letnica, pri 75 letih je zdaj šla v resno podjetništvo, ima tudi zaposleno, tako da ja, je res zanimiva zgodba, ki jo seveda z veseljem podpiramo in kup teh otrok, ki pridejo pa vidijo podjetje, se mi zdi, da dobijo neko drugo sliko o podjetništvu, o tehniki, o svojih možnostih, tako da ja, to je.
ti si doktor, doktor Jure Knez, fizik, a je mama kot profesorica na tvojo mladost vplivala s številkami, z izračuni, z poznavanjem fizike? Ja, zdaj je tako. Mama je diplomirani inženir strojništva, ata je bil diplomirani inženir strojništva, tako da jaz nimam šans, da bi prišel na fiziko. Tako da sem tudi jaz strojnik, po izobrazbi in tudi doktoriral na fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Tako da ja, v svoji tej karieri je bilo pa treba se veliko drugih stvari tudi naučiti. Ta prvi 10 let itak programiranje, ampak se mi zdi, da ta žilca za tehniko je pa vse skozi prisotna, to je bilo sigurno položeno nekako v zibelko, ne pa vsiljeno. Tako da zmeram sem imel možnost se odločiti za svojo pot, tudi otroci se imajo zdaj, delajo po svoje, kar jih veseli, ker se mi zdi, da je v življenju pomembno, da delaš tisto, kar res delaš z veseljem. Karkoli je pač že to, da je v bistvu največji uspeh je, da si nekako srečen v tistem, kar počneš. Seveda je dobro, da lahko od tega živiš normalno, ampak več kot to pa se mi zdi, da je pol tisti uspeh pride iz strasti do nečesa. Pač karkoli že je to, pri nas je pa merilna tehnika. Te strasti ti ni zmanjkalo? Tu pa nikoli, pa tudi vprašanje, če bo kdaj, danes recimo ta obisk je bil, je pač ustanovitelj, še vedno vodja podjetja, je star 76 let in še vedno on s takim veseljem dela. Tako da, dokler po mojem me bojo gledali v podjetju, bom z veseljem pomagal. Seveda je pa bistveno, da mlajše generacije prevzamejo vodenje podjetja, tako da ta tranzicija se že zdaj dela. Imamo ogromno res pomembnih ljudi v podjetju, ki vedno bolj prevzemajo te vloge, kar je nekako normalno, zaradi tega, ker je nujno potrebno, ker drugače postane ustanovitelj nekako cokla in omejitev podjetja. No, dajva se morda malce ustaviti ravno pri tem tvojem pogledu na podjetništvo, na podjetje, na zaposlene. Tukaj vendarle orješ neko ledino, ne da si zdaj edini, ampak zagotovo pa med najbolj pomembnimi, ko govorimo, kakšen je tvoj odnos, kako delite vaš dobiček v končni fazi, kako je z lastništvom. Enkrat sem tukaj imel priložnost govoriti tudi z Igorjem Akrapovičem, ki je dejal, jaz sem se pred tem opekal in se zdaj ne bi več. Kakšno je tvoje razmišljanje oziroma kakšno filozofijo imaš ti? Ja, jaz mislim, da tukaj v Sloveniji imamo relativno mlado demokracijo. Učimo se še mnogo stvari, prenosov, ustanovitve podjetja, profesionalizacije podjetja. In eden izmed stvari je tudi solastništvo. V Ameriki recimo so take sheme, se o tem veliko ne govori, ampak po nekaterih statistikah je 4% ameriške populacije delovne članov sindikatov, 8% je pa vključenih v sistemu solastništva. Tako da je to zanimivo, in to daje čisto neko drugačno sliko. In ko se izobražuješ v teh sistemih, vidiš, da lahko zelo hitro zaideš. To je zelo tak, bi rekel, car sistem, kako se to sploh po slovensko reče. Sistem, ki lahko gre zelo hitro narobe, tudi ni nekega takega učbenika, da bi rekel, jaz bi pa hotel tu peljati, pa bo sistem deloval za vsa podjetja, ker so v različnih fazah, različno dobičkonosna, različno vredna, imajo različno lastniško strukturo, tako da je ta sistem potrebno zelo skrbno načrtovati, da deluje. In
mi smo ga kar precej časa smo študirali, tudi iz sistemov, ki so poznani pri nas v tujini, iz dobrih primerov smo se učili, recimo en tak svetov vzor je bil Matjaž Čaldež s Halkomom, ki je tudi upeljal ta sistem, in potem smo poskušali na osnovi teh preteklih izkušenj pa teorije nekako sestaviti sistem, ki ima več možnosti, ker pri deležih je tako, ne, pri nas je ključno, da se te deleži morajo kupiti. Zaradi tega, ker tudi če imamo recimo valuacijo ali pa vrednotenje podjetja zelo nizko po vrednosti kapitala, je pomembno, da nekdo, ki želi biti solastnik, da da svoj denar, zaslužen denar iz nagrad, v tem primeru našem, da reče, jaz sem pa dal 1000 evrov in sem zato postal solastnik podjetja. In potem gleda, mojih 1000 evrov je zdaj 1100, pa 1200, pa 1200, pa tako naprej. Če je pa nekdo, kar dobi ta delež, je pa v bistvu to pomeni samo nagrada, ko nekdo odide. Ne? Ni to več tako povezan, da je tu pa res en tisti del, ko sem jaz dal v to in zdaj dajmo se skupaj potruditi, da bo to raslo. Ne? Tako da tukaj so zelo pomembne stvari, ki nekako definirajo ta sistem. Ne? Eden izmed tistih je tudi, da če nekdo želi prodati, zaradi kakršnega koli vzroka, če nekdo odide, more prodati, to je obvezno. Ampak če nekdo recimo si želi, ne vem, kupiti ali nepremičnino, ali pa nov avto, ali pa karkoli, ni nobene težave, samo pride, pa reče, jaz pa svoj delež prodal in dobi naslednji dan oziroma v parih dneh denar na račun. Tako da ta likvidnost, tudi če je intern del, je zelo pomembna. Pomembno je tudi to, da so lastniki tisti, ki so aktivni v podjetju. Zaradi tega, ker so tudi v Sloveniji so primeri, ko je ta shema dobro delovala, potem pri upokojitvi pa ni bilo potrebno prodati in potem dobiš finančne lastnike, ki niso nič drugačni kot borza ali pa karkoli, mogoče z malo več čustvene nenavezanosti, ampak vseeno. Ne. One potem zanima dividenda, vrednost deleža in tako naprej. Ne. Tako da to se mi zdi, da so neki taki ključni elementi, da taki sistemi delujejo. Moram pa reči, da sem zelo vesel, da se kar precej podjetij zanima za te izkušnje. Mi tudi delimo vso dokumentacijo, ki smo jo nekako spisali, naredili vse izkušnje. Tako da jaz mislim, da je prav, pa tudi zato je namenjen klub SBC, da delimo slabe in dobre izkušnje, da v bistvu mladi, zmeraj govorim, da mi smo pripeljali podjetja do nekega nivoja, zdaj se lahko pa mladi na osnovi naših izkušenj učijo, da bodo naredili vsaj 10-krat večja podjetja, kot smo jih mi. A te lahko nekaj vprašam? Ko si vse to razložil, sem imel v mislih, da to res super deluje, če podjetje ves čas raste, kar DVSoft je. Ne? Kaj se bi zgodilo, naprimer, omenil smo mlada demokracija, mladi v marsikateri stvari, če bi podjetje imelo krizo, naprimer? Ja, sej, pri tem je pa zelo pomembno vrednotenje, ker tako, da kar podjetje vrednotiš po kapitalu, to pomeni, če pogledaš bilanco stanja, na strani pasive imaš kapital, to je tista ustvarjena vrednost, ki pomeni v osnovi ustanovitveni kapital plus vsota nerazporejenih dobičkov, je to zelo nizka vrednost. To je v bistvu najnižja možna, tista, ki je še nekako sprejemljiva, da se nekako reče, ok, je neka vrednost, ampak prav gotovo, če bi na trgu prodali, bi lahko danes prodali podjetje za več. Je pa zelo stabilna. Zaradi tega, ker ko smo mi to preučevali, smo, šli skozi, mislim, da je bilo 23 metod vrednotenja, in potem vse skozi računamo z različnimi metodami, koliko bi bilo podjetje vredno, tako za primerjavo, in v bistvu pri nas se je naredilo, da je bilo leto 2024 izjemno. Mi smo prišli v leto z 20 milijonov
nedobavljenih naročenih izdelkov, potem, ko smo lahko normalno začeli kupovati material, smo v enem letu eksplodirali, ne, in smo potem po dobičkih, po prometu pač nesorazmerno zrasli, ne, v letu 2024 smo prišli nekako na normalno poslovanje, ne, in potem, če bi recimo vrednotili po, 7x, 10x dobiček, bi bil v enem letu neverjetna rast, potem bi padel pa dol. Ne. Kapital je pa drugačen. Kapital pa pomeni, da v bistvu ti, če ne ustvariš izgube, prav bilančne izgube, potem kapital raste več ali manj. Ne. Ampak vedno raste. Ne. In tu daje neko zagotovilo, da je tista vrednost potem, dokler delamo z dobičkom, s plusom, bo vrednost rasla. Ko pa naredimo izgubo, se bo pa vrednost v tistem letu pač zmanjšala. Ampak je pa pomemben element, da mi iz dneva v dan, iz meseca v mesec gledamo rezultat, vidimo, kje bi lahko optimirali, o tem se pogovarjamo, ne? In to je tisti ključna povezava, da ti brez, da bi razkril poslovanje zaposlenim, kar je itak potrebno, ne? Ampak tako na dnevnem nivoju, da se ve, kako podjetje deluje in da je vse to transparentno. Sistem solastništva tudi nima smisla. Ljudje morajo imeti vpliv na to, kako podjetje deluje. Ne? Ker pri takem številu ljudi, zaposlenih, ne, sodelavcev in sodelavk, je nemogoče, da bi bilo par ljudi odgovornih za to, kako podjetje deluje. Vsi moramo dihati kot eno. Ne. Tako da... 400 zaposlenih, imate v Devesoftu 200 približno v Sloveniji, ne? 70 v Ameriki, naprimer. To se mi je zdelo kar taka velika številka. Ja, to je pa zanimiva zgodba. Ne? V bistvu, ko smo nekako začeli podjetje, pa smo potem se odločili, da bomo šli na svoje tudi s prodajno mrežo, da smo stvarjali svojo prodajno mrežo, smo bili od začetka 4 ustanovitelji, ne? Pač Andrej Orožen je bil zraven, potem pa še 2 Avstrijca, Franc in Herbert, in potem smo nekako si razdelili, kot da bi igrali tisto igro, ne vem, Zemljokras, ne, in smo si pol razdelili, ne, in potli sem jaz nekako dobil v Ameriko, ne, in sem bil ogromno v Ameriki, tudi res smo se trudili, ne, da bi zrasli, ne, in pred časom korone je bilo v Ameriki, ne vem, 30 zaposlenih, ne, pa so bili kar lepi rezultati, ne, pol pa smo bili vsi zaklenjeni, nismo mogli več potovati, ne, in potli, ker so imeli mir, ne, so kar naenkrat eksplodirali in zrasli. Ne, tako da tu malo heco, ne, ampak resnično je to, kar je naredila ekipa na čelu z menedžerjem Andrewom v Ameriki, ki tudi deluje demokratično, samostojno in tako naprej. Ne. To je res čudež, ne, in te čudeži se ponavljajo po svetu, vse pa odvisno od tistega človeka, ki stoji za tem. Ne. To je bistveno. Ne. Kdo jih izbira? Še vedno pogledaš vsak, ne vem, opis človeka, ki pride k tebi in rečeš, ja, ta spada v našo ekipo? Ne, že zdavnaj ne več. Na razgovorih tudi ne sodelujem, vodje ekip pač zbirajo svoje ekipe, zdaj gremo še en korak naprej. V bistvu znotraj podjetja bomo naredili skupino, v bistvu mikropodjetij, ki bojo še bolj avtonomno, samostojno delovali, tako da mislim, da je prav, da tudi ta del avtonomije se prepušča vodjem. Kar se tiče pa razvoja podružnic, je pa tista prva oseba, ki je v podružnici izredno pomembna, to je pa, smo imeli pa že razne izkušnje, ne se doma ni nič drugače, ne, ampak od zelo dobrih izkušenj, tudi do kakšne slabe izkušnje, pa kakšne povprečne izkušnje, tako da res se vidi, koliko je odvisno od tistega, ki je ta prvi v posamezni državi, in korona je pokazala prvič v podjetju, ne, to je bilo en izmed, bi rekel, tudi takih bolj signifikantnih, pa zelo prijetnih trenutkov v podjetju, ne, ko smo imeli vsi v maskah, smo bili, ne, pa razvojniki so šli domov, ne, in potem, ko sem nekako vprašal, ne, zdaj proizvodna doma ne more delati, ne, pa se rekel, zdaj, če kdo se počuti, pač, da je premalo varovan ali pa karkoli, ne, lahko ostane doma, ne, pa so rekli, Jure, o čem govoriš, mi imamo
mi imamo naročila, mi moramo dobavljati, mi moramo delati. Ne. In v bistvu en dan v koroni nismo stali. Ne. In to je bilo tukaj v Sloveniji, ne, pa tudi ta podjetja v tujini, ne, so zelo avtonomna in so tudi ker ni bilo možno obiskovati strank, so se pa dobivali, ne vem, dajem na parkirišču, pa strankah doma in so skozi v bistvu pomagali strankam tudi v tistih najbolj težkih trenutkih in zaradi tega smo včasih korone resnično uspeli na polno. A je to, kar ti dopuščaš ali pa celo spodbujaš, ravno ta popolna skoraj da avtonomnost, plus zato, ker s tem pravzaprav spodbujaš neko kreativo, ampak je pa se mi zdi, da v nasprotju s tem, kar delajo multinacionalke. Se mi zdi, da kamorkoli pridajo, postavijo enako špuro, pri nas rečemo, ne, in delamo točno tako, kot to delajo v Nemčiji, v Ameriki in tako naprej. Ja, mi, ko smo definirali ta sistem solastništva nagrajevanja, ne, smo imeli dva principa. Ne. Prvi princip je bil ta sam solastništvo zaposlenih, čisto tako, ne. Ta drugi je pa bolj psihološki princip, ki pa temelji na knjigi od Daniela Pinka Zagon, ki definira, da obstajajo tri, recimo, motivacijski nivoji. Ne. Ta prva motivacija iz prazgodovine je bila pač sužnje lastništvo, ne. Če ne boš delal, te bom pa zbičam, ne. Kar danes pač ni več možno. Ne. Pol drug način je palica in korenček, ne. Tisto, kar se še vedno dosti uporablja. Ne. Tretji način je pa da v bistvu imaš tri motivatorje, ne, in to je smisel, dovršenost pa svoboda. Ne, in ta razlaganje smisla je ključno, ne, da ni tako, kot v vojsku, ker si mogel en kup peska premetati dopoldne, ne, ta drug kup pa nazaj, ne, popoldne. Ne. Ta smisel izmeram potrebno razlagati. Ne. Dovršenost je tudi tista stvar, ne, ki v današnjem hitrem času je težko dosežemo, ne, ampak je nekako na dolgi rok kar ključno, da se da dovolj časa, da se stvari naredijo do konca, da so res dobre in tako naprej. Ne. Svoboda je pa ta tretja stvar, ne, ki na papirju se sliši zelo dobro, ne, da ima vsak možnost se odločanja. Na drugi strani pa sem videl, da dostikrat pa zelo bega ljudi. Ne. Dosti ljudi je takih, ki si želijo navodila, si želijo nek okvir. Ne. Tako da tukaj je pa res $1 million question, ne. Koliko svobode je smiselno potrebno dati nekomu, da deluje. In to je različno od posameznika, je odvisno, koliko te svobode si želi. Ne? In ni zmeram vsi bojo delali to, kar si želijo, ni zmeram dobro za... Dostikrat se reče, lahko kar si sam zberem, ne? Ja, ko pa čmo zdaj, ne? Ni to tukaj enostavno, ne? Tako da ta svoboda je zelo zanimiva stvar, ampak je pa dejstvo, ne, da si pa želimo dajati seveda neke okvire, ne? Ampak v teh okvirih pa čim več svobode, da lahko posamezniki pridejo do izraza, tisti, ki si želijo spremembe, ki si želijo delati nekaj novega, drugačnega, zato da lahko podjetje potem tudi naprej raste. A je ta svoboda, tvoja strast, to, da si v resnici ustanovitelj, nekaj, kar zagotovo preprečuje, da bi multinacionalka kdaj postala lastnik DVSofta? Ja, zdaj, kar se mene tiče, prav gotovo, ne. Jaz si ne želim pač imeti nekih okvirov. Tudi se mi zdi, da podjetje potem, ko recimo gre na borzo, da se tudi pravila spremenijo, da je način delovanja podjetja drugačen, za nekatere pač je to v redu, ampak določen del tiste iskrivosti pa možnost odločanja za stvari, ki delujejo na dolgi rok, pa pač s tem ugasne. Tako da z moje strani grem raje po drugi poti. V bistvu si
poleg tega, da imamo že skoraj 25% solastništva zaposlenih. Od začetka sem bil 50% lastnik, pa so se pa 3 soustanovitelji upokojili, ne, kukor spodbujam tem, da je čedalje večje lastništvo zaposlenih, sem pa čedalje večji lastnik v resnici. Tako da, to je malo čudno, ne. Ampak je pa teh 25% tistih, ki niso bili od začetka v podjetju, ne, ki niso bili prvoborci, ne, ampak zelo blizu, seveda pa potem tudi res je lepo videti, da tisti mladi, ki pridejo, pa so po enem letu rečejo, jaz bi pa rad delnica kupil, ker vidim, da ta zgodba bo, ne, in to je za mene nekaj res najlepšega. No. In potem, ko sem pa zračunal, najprej smo rekli podjetje, ne, kako deluje, stabilno, nestabilno, ko pa če je kriza, ne, ja, mi radi delamo analize, pa tako naprej, simulacije, ne, in pa sem naredil 100-letni plan, ne, kar finančni, ne, in potem sem določil, ne, noter dal predpostavke, ne, v 100-letni plan, naredil matematiko, ne, in pa sem videl, da v bistvu je potrebno poleg zaposlenih, je potrebno imeti še en del strukture, ki je še bolj stabilen, ne. In potem, ko so mene tudi sprašvali, ne, zaradi tega, ker mislim, da vsi naši zaposleni, pa v tujini, naše podružnice, ne, vsi sprašujejo, Jure, kaj boš pa ti naredil, ne? Ker ostali 3 soustanovitelji so prodali delež nazaj podjetju, zato imamo tudi pač lastni delež v podjetju relativno visok. Jaz pa nimam tega privilegija, ker sem pač ta zadnji, ne. In potem sem v lanskem letu, oziroma že predlani, sem moj delež pretvoril sem v bistvu dal v holding, kjer zdaj nekako ta družinski holding upravlja s tem, ampak naslednji korak bi bil pa, da bi en del tega, večji del tega, da bi dal pa v fundacijo, ne. To je pa taka stvar, ne, recimo v Nemčiji se to imenuje Stiftung, ne, in taka stvar, ko ni čist vsakdanja. Pri nas tega sploh ne poznamo, ne. To je tudi en tisti del, ki se ga moramo še naučiti, ne. Ampak recimo, ne vem, Robert Bosch je leta 1943 ustanovil fundacijo, ki je lastnica Robert Bosch podjetja, in sicer tako 90%, ne, in potem se večino dobička nameni za nadaljnji razvoj podjetja v nove projekte. Družina Bosch je 8% lastnik, ne, in to je tisto, kar daje stabilnost, ta razporejeni dobiček, ki gre v fundacijo, se pa nameni za, rečemo tem, družbeno dobro, ne. In to je tista stvar, ki se mi zdi, da imaš potem solastništvo zaposlenih, en del družina, en del pa fundacija, ne, ki v bistvu vrača nazaj okolju. Se mi zdi nek tak zbalansiran način, kako lahko podjetje uspe na dolgi rok, ne. In Bosch to dokazuje, Robert je umrl 45 leta, ne, ampak še danes je podjetje zelo dobro deluje in verjamem, da bo uspešno še naprej. Pa ni edino, ne, v taki način lastništva poznajo oziroma imajo Marsk, Novo Nordisk, Zeiss in tako naprej, ne. In to je neka taka stvar, ki jo se moramo pri nas še naučiti, pa znati dobro uporabljati, pa malo moramo tudi zakonodajo spremeniti, ne, zaradi tega, ker v naši zakonodaji piše, da lahko pristojno ministrstvo v bistvu lahko zamenja vodstvo fundacije, lahko fundacijo zapre, pa da premoženje neki drugi sorodni fundaciji, ne, in pa si predstavljaš kakšnega ministra, ki ima drugačen način razmišljanja, kakor je naš podjetniški, ne, in ne vem, če bi po takimi pogoji bilo pametno v Sloveniji v tem trenutku ustanoviti fundacijo, ne, ampak z določenimi spremembami se mi zdi pa, da je en dober dodatek k tem sistemom solastništva pa upravljanja podjetij, da podjetje tudi boljš v bistvu je sprejeto v lokalnem okolju, ne. Ker za lokalno okolje mislim, da je potrebno skrbeti in v bistvu mi
smo zdaj znotraj holdinga ustanovili fundacijo, ki ni svoja pravna enota, ne, ampak že izvaja določene programe, ki so namenjeni razvoju podjetništva v Sloveniji, pa razvoju Zasavja. Pač mi smo iz Zasavja, tam to okolje si želimo naprej razvijati, da bo lepo za življenje in bivanje in delo, in pač tu smo se odločili, da bo ta namen. Koliko vprašanj imam zdaj, ampak morda samo eno, da zaključiva ta del. Koliko ponudb je pa že bilo, da bi DVSoft dobil novega lastnika? Ja, tako v povprečju vsak mesec eno. Lepo odpišeš, ali kako se pa to odpiše? Milijonski ponudbi. Ja, jaz v bistvu ta prvo, kar je, niti ne želim vedeti cene, ne. To je ena taka stvar, pač odpišem, da imamo mi sistem solastništva, da imamo holding, da imamo fundacijo, da imamo ta način lastništva in da smo zelo zadovoljni s tem, tako da se pač zahvalim, pa z nekaterimi smo skozi v stiku, pa govorimo o našem trgu, o tem, kakšne so razmere in tako naprej, tako da jaz mislim, da to ni nič narobe, ne, da se pač pogovarjaš. Veliko informacij zveš na tak način od večjih podjetij, ki imajo v lasti podjetja merilne tehnike, ne, in pol tudi rečeš, recimo, veš, tole vaše podjetje, tu ste pa čist narobe ga vodite, ne, in pol zakopa, ne, ja. Ko reče, še ponudbe ne dobimo od njih, pa noče sodelovati. Ok, tu moramo poštivati. Tako da, ja. Pa jih zato, kaj jeziš? Ne vem, če jih jezim. Vse tu so pač finančne inštitucije, ki morajo plasirati določena sredstva, pač sej oni niso tako, da bi prav se osredotočili na nas. Te časi so minili, ne. So bili to časi, ko smo imeli kakšno takšen želje po kakšnem sovražnem prevzemu, ne. To se v neki določeni fazi velikosti, tam 10 do 20 milijonov na našem trgu, ne, to je tam 1 do 2%, ne. Velika podjetja v bistvu gledajo tiste, ki rastejo in jih v tistem momentu želijo kupiti, zaradi tega, da pač ponovno obvladujejo trg, ampak pa prideš do določenega procenta, jih pa ne zanimaš več, zaradi tega, ker je predrago, pa zaradi tega, ker pač tudi strateško ne moreš takih dveh podjetij več povezati. Ne. In to so bili zelo neprijetni časi, tako da to nisem nič slabe volje, da sem minil. A te lahko še vprašam, na koliko torej lahko oceniva DVSoft, če bi govorila o številki? Ja, zdaj je delež vreden 1000 evrov, imamo 100 000 deležev, pa če šteješ lastni delež, ne, je vrednost kapitala nekaj čez 80 milijonov. Pa bereš razne revije, ne. Zato tja peljem zdaj ta pogovor. Ja. Kjer je pa vrednost drugačne, ne. Vsako leto pač razlagam, ne, da je to zgolj teoretična vrednost, ne, nekatero lahko, ne vem, splošna populacija pač prebere, pa gleda, lega kapitalista, ne, ampak v praksi je pa to čisto drugače. No in moje naslednje vprašanje je, Jure Knez, kapitalist, kako pa je, ko si milijonar, ne, ko tam preberemo, poglej, Jure Knez prehitev tega pa tega, zdaj najbogatejši. A Jure Knez torej je iste stvari, kot je jim sam? Videti, da igra nogomet in da ga skrbijo tetive, ne? Ja, pa hribi, pa tako naprej, ne, in pol vsaka kila, kadar je procent naklona, ne, v hribu se viša, ne, pol vsaka kila je odveč, ne, tako da tukaj je treba biti kar previden, zdaj sem bolj na juhcah, zaradi tega, da je poletna sezona dobra, ne, tako da. Prvomajski so bili že v redu, ne, tako tudi na 3000, pa kar malo po snegu v hribih, pa tako, to je za mene res tista stvar, ki je pa poleg tega strokovnega dela, ki je pa veselje. Ta šport, pa odklop. Ja, sploh hribi, no, so res v redu. Še spraviš otroke, da gredo s tabo? Ja, včasih pa še. Ja, o čem klepetate? O čem govorijo z očetom, ki ves čas nekaj razmišlja, meri? Kaj te sprašujejo?
Jaz mislim tako, da je res zanimivo. Dosti se pogovarjamo o samem tem. Zdaj sem tudi en majhen delež v holdingu sem jim dal, in pol vsako leto je zanimivo, ko se razdelijo dividende in pol se pogovarjamo, pač učim jih tudi te stvari, in je zanimivo, da je to za njih kar veliko breme. Podjetje je tehnično, bi rekel, zahtevno, in je ta stvar, da v bistvu se tudi, recimo, ko grem po svetu, pa rečejo, to je pa, ne vem, večinski lastnik, pa to, pa se pa začnemo pogovarjati o bitih, pa o mikrovoltih, pa tako naprej, je za njih kar tvist, ok, tole pa malo drugačko, ker klasično veliko podjetje, ampak je v naslednji generaciji je pa to kar tako obremenjujoče. In tukaj se mi zdi, da moramo v Sloveniji tudi se naučiti, da moramo nekako to, ne vem, bi rekel, razbremeniti mlajše generacije, te direktne odgovornosti ali pa nuje, da morajo s podjetjem znati upravljati, ker se nič ne rečem, otroci so fantastični, se učijo, se izobražujejo, ampak vseeno pa imamo tudi v pravilih holdinga, da imajo enakovredne možnosti. To pomeni, da če želijo iti v službo v Devesoft, morajo dati prošnjo, vodja oddelka mora izbrati nekoga, ki je primeren za delovno mesto, in nimajo nič drugačne možnosti kot ostali. In tako da, recimo, pri nas v naši branži imamo res izjemne ljudi na vodstvenih položajih in je prav, da so tam. To se mi zdi, da bi otroci zaradi tega, ker so se rodili z določenim priimkom, imeli že kar prednost. Ne vem, meni osebno se to ne zdi prav, mogoče tudi zaradi branže, ampak ločimo ta operativno upravljanje pa lastniško upravljanje skozi holding, kjer imaš samo določena pooblastila, določene stvari, ki jih kot recimo upravljalec holdinga ali pa lastnik holdinga imaš vpliv na podjetje. Podjetje mora imeti pa profesionalen management. To je takšna stvar, ki jo v Sloveniji kar še ne poznamo. Ja, ker vidim, da kar resno jemljete ta del, Oče je nekaj, ampak podjetje je pa nekaj drugega. Ja, pa mislim, da je to prav. Pa tudi nekako jih želim razbremeniti tega bremena. Tako da pač kdorkoli si želi po kakršnikoli poslovni poti iti. To so zgodbe res zanimive. Recimo Nina, najstarejša hčerka, je šla v London študirati slaščičarstvo. Kje se je najdla? Slaščičarstvo, ampak je v tem res uživa, to dela s strastjo, in potem je par let delala v Londonu, in res naporno, tudi težko življenje, ni to, res ni enostavno je bilo, v tej branži, in pa sem rekel, pa Nina, veš, kaj so tukaj naši, res eden izmed ključnih arhitektov Dejan, ki je že z nami že od samega začetka, je rekel, ti veš, če bi Nina prišla nazaj, pa da bi nam slaščice delala, bi bili zelo veseli, Jaz sem Nini rekel, ko pa če bi prišla nazaj, imamo restauracija, svoja, to je en izmed takih res dobrih stvari, ker smo bili prva leta na sendviče, tako da je zdaj prišla nazaj v Devesoftu dela slaščico, seveda tudi ni šef kuhne, imamo šefa kuhne Dejanga, izjemnega kuharja, da se res razveseljuje vsak dan posebej, in se mi zdi, da je prav tako, ampak je prišla nazaj, Po drugi strani Luka se je najdel pa sin, najstarejši, je v bistvu se najdel v marketingu, v fotografiji, v videoprodukciji, in je bil nekaj časa za sebe, potem je prišel v Devesoft, se je zaposlil, pri nas, da smo skupaj ustvarjali, in pol leta se reče, jaz sem dal odpoved. Jaz hočem
na svoje jed, in ima zdaj v bistvu svoje podjetje, se trudi, je res dober, se je izučil tako v šoli v Mariboru, kot tudi pri delu, in jaz sem rekel, Luka, vso srečo, in pravi, ampak da mi ne boš kakšnega posla zrihtal, jaz hočem uspeti sam. In to se mi zdi tista stvar, ki je ta prava. Res ga spoštujem, tako da mu res želim, da bo uspešen. Ko vas, oziroma ko te takole gledam, nasmejan, s tem žarom v očeh, a se kdaj razjeziš? A si tudi strog šef? Ja, v bistvu je tako, da tu se šteje, v firmi štejejo, mislim, da je do zdaj bilo 2-krat v zgodovini, da sem povzdignil glas. Tako da vse včasih, ja. Rajš ne bom vprašal, kaj je bilo prav. Ja. Ko te opisujemo, takole v podcastih ali pa v revijah, kjer si milijonar, najbogatejši Slovenec in tako naprej, katera primerjava ti pa godi? Kje pa rečeš, to je bilo pa dobro prebrati ali pa slišati? Pa ne vem, jaz nisem tak za primerjavo ali pa karkoli, pač poskušamo delati najboljše, kar se da, in kar mi res všeč, je pa to, da v tem našem, vsaj v lokalnem okolju v Zasavju, da resnično delamo skupaj, tako da to se mi zdi pa, da podjetje v lokalnem okolju, tudi občine, upravne enote, župani, da nekako resnično izjemno dobro sodelujemo, kar se tudi pozna konec koncev v samem razvoju, in kljub temu, da so sredstva pač omejena, imamo pa projekte, ki se mi zdi, da znajo še bolj spremeniti podobo tega okolja. Ja, moram te zdaj vprašati o mestu akrobatov, ne? Ja. Če ne bi tega vprašanja postavil, za tiste spet, ki ne vedo, to je še ena izmed tvojih idej, tvojih želja, tvojih vizij, kako v resnici v Trbovljah ponuditi prostor za nove presežke. Ali tako lahko rečem? Ja, to je pa v bistvu res zanimiva zgodba, zaradi tega, ker ko smo začeli v bivših prostorih Iskre, ki so bili prazni, potem smo se selili v Peko, kjer so se prej delali čevlji, sedaj so vsi prostori so zdaj obnovljeni, smo še dozidali, nadzidali, tako prav neracionalno, ne so hribih, in potem smo zdaj še bivše prostore Tiota strojne tovarne Trbovlje obnovili, še novi 2800 kvadratov, ampak s tem nekako je kar zmanjkalo teh starih tovarn. Nekatere so se pretvorile v nakupovalni center, smo naredili nekatere v druga podjetja, ampak ko smo mi začeli delati Katapult, se mi je zdelo, da bo teh 3000 kvadratov do konca mojega življenja dosti za tiste vse ideje, ki bi lahko nastale v Zasavju. Ampak sem se zmotil, tako da že par let nimamo teh možnosti, in potem smo v bistvu, ko smo razmišljali, kaj bi lahko, pa smo še take mehne prostore iskali, pa je v bistvu res neka vizionarska slika prejšnje županje Jasne Gabrič je v bistvu določena področja namenila industriji, pa potem stanovanjskim gradnji, pa rekreacijskim prostorom, tudi občine te prostore, te površine od rudnika odkupila in nekako postavila neko tako sliko Zasavja, in ko sem izvedel tista stvar, tako, to je pa res dobro. In tudi zdajšnji župan Zoran Poznič res dela vse, da se to pretvori v resničnost, tako da zdaj se bo počasi začela delati komunalna opremljenost tega prostora Lakonce, da bomo lahko potem začeli graditi. Mi že kakšno leto snujemo ta projekt, ki je ogromen, gre za več kot 100 000 kvadratnih metrov površin, kar pa bo sigurno do konca mojega življenja dosti v Zasavju.
ampak bomo tudi gradili to modularno. Tako da zdaj nekako do poletja jaz upam na gradbeno dovoljenje za prvi modul, tako da lahko začnemo letos mogoče že graditi pač to novo. Sam sem videl načrte, se je res zanimivo. Malce futuristično je, ne? In kaj, če prav razumem, bo tam vsaka ideja, neka razvojna stvar našla svoj prostor. Ja, se v bistvu mi še... Ne, seveda se tudi zdaj, tako ko delamo v Katapultu, poskušamo ponuditi prostore, infrastrukturo, storitve, proizvodne in tako naprej za ugodno ceno za startupe. Nikoli v bistvu nismo imeli še pritožbe, da je bilo to ne vem koliko predrago, ne. Tako da to poskušamo narediti vse. Še bolj pomembno pa je, da je vsa druga infrastruktura, recimo, če hočeš narediti nek fizični izdelek, ne, potem jo moraš peljati skozi fazo prototipa, moraš izdelati prototipe, ga moraš peljati skozi fazo testiranja, da dobiš certifikat in vse, kar je potrebno, ne, in potem ga redno proizvajati. Ne. In v bistvu vsa ta infrastruktura je pri nas na voljo. In to je tisto, kar naredi razliko, ne, da v bistvu niso tu samo ena pisarna, en prostor, ampak je to okolje, ko odpreš ene vrate, pa so stroji in ljudje, ki so usposobljeni na teh strojih, ki delajo svoj posel, ne, ampak prideš pa rečeš, mi pa reče neko spigano pločevino, ne, pa jo v bistvu dobiš. Ne. In to je tisto, kar je zelo unikatno v Evropi, v svetu. Jaz ne poznam v bistvu primera, ki bi prav za fizične izdelke imel takšno infrastrukturo. Lahko samo potrdim, ko sem bil na obisku v zdajšnjih prostorih Katapulta, sem malce zalutal po hodnikih, odprem neka vrata, no saj so me povabili tja, in res izdelujejo krila za pipistrelova letala. Ne. In nisem mogel verjeti, sem rekel, čakajte, a tukaj se to dela? Ja, bili so 3-4 mladi ljudje, potem sem jih malo sprašal, ne, in jedli so sendviče, ki zdaj nadaljujemo, in v tistem prostoru, naprimer, ne, en tak majhen del. Potem drug del mi je bil najbolj neverjeten, ne, če sem pregovorila o vaši mami, pa o matematiki, ne, teh osnovah, soba naprej pa Maša Jazbec in njeni roboti, naprimer, ne, popolnoma drug svet. Ja. A je vse to imate tudi vi v glavi, oziroma imaš tudi ti v glavi, ko gledaš, kaj vse se tam proizvaja, kaj vse delate? A se ti zdi to nekaj neverjetnega, če bi pogledal 25 let nazaj, ko si ustanovil podjetje DVSoft? Ja. Prav gotovo je neverjetno. Ne. Sploh, če gledaš iz stališča, da je v našem okolju res vladala neka apatija. Ne. Brezposelnost je bila v določenem trenutku več kot 30%, ne, in zdelo se je, da nikoli ne bo drugače. Ne. Ampak zdaj se mi zdi, da se je spremenila se stvari v lokalnem okolju, da tudi mladi vejo, da če bojo imeli idejo, vztrajnost, ne vem, če bojo res si želeli eno stvar, da bojo lahko tudi to dosegli, da imajo okolje, kjer lahko ustvarjajo. In to je tisto, kar daje neko tako obljubo za to, da bo tudi prihodnost dobra. Tako da, ja, mislim, da se da ustvariti veliko lepih zgodb, samo pač okolje treba dati na voljo, kjer lahko mladi ustvarjajo. In tudi, ne vem, ne, meni zmeraj pride na misel tista od Sokrata, ne, ki je rekel, ta današnja mladina, kaj bo s svetom, ne. No pa, če gledaš Katapult, pa te mlade, ki imajo voljo, strast, nič ne bo hudega, ne. Samo treba jim res dati možnosti še boljše, kot smo jih imeli mi, ne. S tem prijateljem, ki je pri nas vodja strojne delavnice, ne, smo šla v ta zasavski podjetniški inkubator, kjer imamo pač stroje za laserski razrez, za varjenje in upogibanje, pa so gledala s neko Boštjanega, ko bi mi dva dala, da bi imela takrat v srednji šoli nekaj tazga, ne. Pa je rekel, pa to bi bil Disneyland. In to je to, ne, to probamo narediti, Disneyland za inženirje.
kar izzivaš me, da te seveda vprašam še širšo sliko, zdaj sva zasavsko obdelala pa tvoj doprinos. Če bi, na primer, bil jaz v Ameriki spraševalec in bi imel tebe za gosta, bi se ti imenoval Elon Musk ali pa kaj podobnega. Ne? Moramo to v Sloveniji razumeti, da to vendarle Igor Akrapovič, Jure Knez in še mnogi drugi, da ne bom zdaj koga seveda izpustil, ste. In tam jih velikokrat vprašajo potem tudi o tej družbi. Ne? Elon Musk je zdaj aktivno udeležil zmanjševanja stroškov. Kako pa ti vidiš to naše državno okolje? Zdaj sva iz Zasavja preskočila v Slovenijo. A ne ves čas vidimo, da nas morda Hrvaška z nekimi vlaganji ali pa opuščanjem neke birokracije prehiteva, o tem veliko govorimo, pustimo številke, ki kažejo, da so še vedno za nami, ampak ko pogledava naprej in ti gledaš vedno malce naprej, nas lahko skrbi. Ne? Potem Avstrijci so morda neulovljivi, ne, se nam zdi včasih pri kakšni stvari. Torej, kako pa ti to vidiš in ali bomo Jureta Kneza tudi kdaj videli pri kakšni vladi, pa bodo rekli, ok, pa ne Jure, pride in izračuna ta 100-letni plan še za Slovenijo? Jaz mislim, da je tako, ne, da je potrebno politiko spoštovati, je to svoja znanost. V Sloveniji tega nimamo, vse tudi v svetu ni neka, kako bi rekel, cenjena stvar. Ne. Ampak v Sloveniji se mi zdi, da imamo da imamo s tem res ogromen problem. Ne. Če rečemo, da je podjetništvo, da ni cenjeno, ne, podjetništvo v zadnjih letih je, se mi zdi, s takimi dobrimi zgodbami precej napredovalo. Tudi mladi si želijo vstopati v podjetništvo, ne, po nekih anketah več kot 80%. In potem ta zgodba Zasavja se mi zdi, da je nekako dokazala, da se daje stvari spremeniti, če je na voljo kritična masa. In v bistvu tudi v času korone smo dokazali, da lahko gospodarstvo zelo dobro sodeluje s politiko. Se mi zdi, da so potem podjetja iz časov korone, ne, to pač po nekem naključju, jaz sem tudi bil predsednik SBC-ja, ne, pa sem takrat si rekel, ok, se mi je zdelo, da bo res fajn, ne, bomo lahko res druženje organizirali in pa čez en mesec je bila korona, ne, in pa tistih 20 ukrepov vlade z gospodarstvo, pa vse matematika, ki smo jo delali na to temo, ne, ko smo res potem lahko zelo dobro že ocenjevali, kateri ukrepi so smiselni ali ni, je pripeljala do tega, da je slovensko gospodarstvo iz časa korone išlo, jaz verjamem, da kot zmagovalec. Ne? In s tem smo dokazali, da se da nekaj narediti. Ne? Zdaj, če gledamo zdaj trenutna situacija, se mi zdi, da pa če dalje bolj zaostajamo zaradi tega, ker enostavno ni nekega poguma po spremembah, tudi takšne stvari, ki so bile usklajene, ne, recimo zakon o delitvi dobička, pri katerem so sodelovali tudi z Igorjem, je bil usklajen z vseh strani, pa je nekako nek strah na Ministrstvu za finance preprečil, da bi šli v ta korak, pa še v kakšnega naprej. Ne. In tukaj se mi zdi, da tudi podjetnik, ki ga vodi strah, ne bo nikoli uspešen. Ne. In tukaj, recimo, ko smo pa razmišljali o tem, kaj se pa lahko naredi, kaj je tisti temelj, kaj je osnova za spremembe, so prišli do tega, da v podjetju ali pa v družbi so vrednote tiste, ki so ključne. Tako da smo nekako naredili nek projekt, malo širši, ki je zdaj to dobil kar lepo podporo, tako strani, ne vem, predsednika državnega sveta oziroma državnega sveta samega, ne, šolstva, širše javnosti, projekt 5 temeljnih vrednot Slovenije, ki nekako tako kot v podjetju, ne, ko gledaš, prej sva rekla 100-letni plan, ne, pa ko je tista 100-letni plan, ne, da rečeš, v 100-letnem planu bom zapisal, da boste uporabljali tale procesor, ne, pa tako, ne, to je vse bo smešno čez 100 let, ne, ampak vrednote so pa tiste, ki so ključne, ki ostanejo na daljši rok in ki želiš, da se ohranijo. In če pogledaš civilizacije skozi zgodovino, so v tistem momentu, ko je nek hedonizem nadvladal nad ustvarjalnostjo, ko so padle vrednote, takrat so civilizacije propadle. Ne. In tukaj v Evropi, pa Sloveniji se nam zdi, tu gre vse še nekako
kar v redu. Ne. In se zdi, da tuk časa smo bili na vrhu, da bo tu kar trajalo. Ampak temu ni tako. Ne. Če kdo misli, da je Evropa vodilna v svetu, pa ne kupi kakšno karto, ne, pa ne gre v Ameriko, ne, ampak ne gre na Kitajsko, ne, in ne pogleda, kako tehnika napreduje tam. In v bistvu je Evropa kot celota naredila en kup strateških napak, Slovenija pa še toliko več, ne, da s tem nam je zmanjšala bistveno možnosti za prihodnost. Ne. In tukaj se mi zdi, da je pa kar potrebno nekako najti neko pravilno pot. Za mene so te vrednote neka osnova, ne. Potem pa se mi zdi ključno, da je gospodarstvo profesionalno, mene ne boste videli v politiki, jaz bom do konca življenja delal črno-oranžni inštrument, ker tudi barve ne bomo več spreminjali, ne. Ampak potem je pa potrebno z roko v roki delovati s politiko, ki mora biti profesionalna, ki mora imeti vrednote, s katero se je potrebno dogovoriti za nek plan, kako spremeniti sistem na osnovi dobrih praks, ki jih je dovolj v svetu. Že Hrvaška, recimo, vidimo, kako lepo napreduje. Ne. Jaz verjamem, itak številke kažejo, da so še zaenkrat zadaj, ampak verjamem, da ne bo 10 let potrebnih, da bojo spredaj. In tudi po številu podjetij slovenskih, ki se ustanavljajo v tujini na Hrvaškem, ki se predstavljajo, ne, vidimo, kam gre trend. Ne. To, da je 80% slovenskih startupov ustanovljenih izven meja Slovenije, to je katastrofa. Ne. In tega se moramo zavedati. Ne. In se mi zdi, da še kar nekako si zatiskamo oči, ta neka, ne vem, neka inercija še vedno traja, ne, kar je za mene kar čudež. Ne. Zdaj se sicer vidijo neki ohlajevanja, ne. Kar neki podjetij že tudi kar precej trpi, ne. Trpi cela avtomobilska industrija v Evropi, ne. In to samo zaradi tega, ker smo se ustrelili v koleno, ne, prav tako na energetiki, in te stvari se bodo v prihodnosti poznale. Ne. In tukaj se treba tega zavedati. Ne. To, da si zatiskamo oči pred tem, je noro. Ne. Tako da tukaj je zagotovo so nujno potrebne spremembe in to hitre. Preden greva k spremembam, morda samo še vrednote. Ne. Sej vem, da jih poznamo, ampak če jih mogoče ti še enkrat poveš o tem, kar govoriš, se nam bo pa malce bolj usedlo. No? Ja, tako, ne. To je tako, ker recimo, če razmišljaš o sebi v svojem življenju, ne, vsak pravi, se jaz veliko razmišljam o tem, ne. Ampak pol, ko pa res razmišljaš o tem, ne, pa o vrednotah, ne, pol pa vidiš, da ni čisto jasno, kakšne so slovenske vrednote. Ne. In tudi, če si pol leta nazaj vtipkal v Google, ne, vrednote Slovenije, je bil prvi rezultat kakšen? Pojma nimam. Vrednote NOB. Ne? In to pomeni, da 70 let nismo definirali naših vrednot. Ne? Google nima pojma. Ne? Ampak, ko ti pišeš vrednote švedske, vrednote danske, jih našteje v momentu. Ne? Tako da v bistvu smo kar precej časa posvetili iskanju vrednot, ki so nekako skupne in so spoštovanje in zaupanje. To je tista stvar, ki nam mogoče ni tako blizu, je pa ključna za to, da lahko družba in okolje uspeva. Poštenost je ena izmed vrednot, ki je itak nujna. Ne? Potem je pripadnost. To je taka vrednota, ko bi rekel, ne? Mogoče rečeš, jaz sem svetovljan, jaz sem prebivalec sveta, ne? Za mene Slovenija ni tako pomembna, ne? Ampak iz zgodovine človeštva je dejstvo, da želiš biti pripaden. Ne? Želiš nekomu pripadati, ali je to lokalno okolje, ali je to država, ali kakorkoli, ne? Ali pa gasilcem, ali pa ne vem, komorkoli. Ne? No, potem je medsebojna pomoč,
tu mislim, da smo svetovni prvaki, če komu kaj zgori ali pa če se poplave, vsi preletimo na kup. Tako da to nam je zelo blizu. Ta zadnja je pa zmernost, ki v bistvu je malo drugače definirana kot recimo, ne vem, težnja k prehitremu zelenemu prehodu ali pa kakorkoli, ne. Mislim, da je zmernost tista, ki definira, prej sva rekla, če jeva iste stvari, ne, in zmernost je tista, ki nekako nam daje balans, ne, in uravnoteži naše bivanje in življenje, ne. Tako da te vrednote se mi zdi, da težko najti koga, ki se ne bi strinjal, da so te temeljne. Lahko kdo reče, da je še kakšna, kar ni nič narobe, ne, ampak se mi zdi, da je to tista osnova. Se ti opravičujem, ker te nisem veliko spraševal o dosežkih tvojega podjetja, ampak ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem o tem veliko poslušal, pa polovice nisem razumel, ne, ker nisem iz tvojega področja, ampak vendarle sem rekel, sam bi si pa želel vedeti, kdo je človek, ki stoji za takšnim podjetjem. In zato sem te bolj spraševal o teh stvarih, o katerih zdaj razlagaš, ker se mi zdi zelo pomembno, ne, da razumemo, kako podjetje lahko deluje tudi skozi takšne vrednote, kot jih sam gojiš in jih živiš, no, vsaj tako se mi zdi. Zato mogoče res ob koncu še eno vprašanje, na kaj pa si ti najbolj ponosen, potem pa vem, da sem prej obljubil še o rešitvah, ampak na kaj si pa ti najbolj ponosen, ko pogledaš svojo dosedanjo pot v podjetju? Ja, jaz mislim, da če bi kdo mi rekel 25 let nazaj, kaj se bomo počeli, ne, pa kako bo podjetje zraslo, bi ga ocenil kot neprištevnega, ne. Tako da v bistvu to, da smo nekako resnično ustvarili ekipo, ki je bila sposobna, pa je sposobna delati na takšnem nivoju, da nas kličejo praktično vsa svetovna podjetja, ki razvijajo nekaj novega, ne. To je nekaj izjemnega, ne. Tako da to je tista stvar, ki si jo kot mlad inženir bi si zagotovo vedno želel, ne. Tudi recimo te anekdote so, ne, zanimive, ne, ko smo delali v NASA, ne, pa je bilo to res nekaj novega za nas, ne, tudi da se pogovarjaš oziroma da poslušaš, ne, en Space Shuttle, pa da znaš dekodirati podatke, da te naučijo, kako to ne delati, ne, je res nekaj izjemnega, ne, ampak po drugi strani pa tuhtaš, tam letijo enkrat na par let, ne. Zdaj, z Artemisom, ne. Veliko let je bilo nič, ne. In da bi tam skozi delo, ne, bi bil kar malo dolg čas, ne. Ampak ta dinamika, ne, da enkrat dela za NASA, drugi dela za Mercedes, mislim, to je nekaj izjemnega, ne. Še ena stvar, 25 let nazaj, kakšen telefon si imel, se spomniš? 25 let nazaj, ne vem, če so že imeli, nismo že imeli, ne. Telefoni, ja. Ampak veš, kam zdaj peljem? Katero je najbolj zanimivo ime v tvojem telefonskem imeniku? Najbolj zanimivo ime v telefonskem imeniku? To vprašanje pa, kaj pa vem, ne vem. Kakšna stranka najbrž, ki jo ne smem imenovati. Zdaj za to. Ampak ni nič posebnega moj telefonski imenik. In ob koncu, Jure Knez, vendarle vem, da si optimist, vsaj skozi to, kar počnete, ker v resnici razvijate stvari za to, da nam bo vsem lepše, bolje, da bomo šli dlje, a ne, morda bolj varno tudi, a ne, in tako naprej. Kaj bi ti rekel, kaj nam še manjka oziroma kaj pa res lahko vsak posameznik naredi, da bo ta naša družba, v kateri živimo, boljša? Ja, če se vrnem nazaj na vrednote, ne, pa pogledam skozi to prizmo, ne, je zagotovo prva stvar spoštovanje in zaupanje. Mislim, da je to zelo zanimiva knjiga je od Isaaca Digesa, ne, vsa teorija, ne, tega corporate life cycle, ne, ki definira, da je uspešnost družbe v bistvu ulomek. V števcu je energija, ki je porabljena za dosego skupnih ciljev, v imenovalcu je pa energija, ki jo porabi za notranje trenje, ne. In
ko gledaš, koliko časa preživiš v števcu, koliko časa preživiš v imenovalcu, ne, v svojem življenju, ne, itak si vsi želimo, da bi živeli v števcu, ne, ampak prav to sodelovanje je tisto ključna stvar, ne, ko se mi zdi, da moramo res prvič spoštovati različnost, ne, nikoli ne bomo vsi razmišljali enako, ne, in je treba tudi družba, ne, pa to okolje, ne, pa politika je, država je drugačna žival kot podjetje, ne. Podjetje je le bolj, kako bi rekel, enotnega mnenja, ne, in to v državi pa so mnenja različna in mislim, da je treba vzpostaviti neko ravnotežje, spoštovanje, pa zaupati si moramo, da si res želimo dobro, ne. Seveda obstajajo tudi odkloni, ne, odstopanja, ampak te pač je treba prepoznati, pa jih umikati, ne smemo pa zaradi tega si nekako začeti po naravi ne zaupati. Ne. Tako da to je ena taka stvar, ki se mi zdi, da je ključna. Hvala lepa za tvoj čas, hvala, da si se pripeljal iz Zasavja v Ljubljano, po cestah kakršne so, ampak mogoče bodo pa preko 10 letih boljše. Ja, hvala za povabilo. Pa morda že zdaj vprašam, da že rezerviram v tvojem napolnjenem urniku o energetiki, o umetni inteligenci, o razvoju, bi kakšno še s tabo rekel v najnem drugem pogovoru, tako da bo takoj po koncu že pogledala, kdaj imaš čas, prav? Energetika je zanimiva. Energetika, top. To je tema. A bo preko v 10 letih neka baterija, ki bo shranjevala energijo? V Zasavju že imamo. Vem, vaša nova tovarna v resnici, ki je sem prebral. Tako. Koliko aluminij je not, ali kaj ste uporabili? Aluminij? Bova drugič. Hvala lepa, Jure, še enkrat. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Verjamem, da ste Devesoft spoznali malce drugače in sicer skozi oči Jureta Kneza, človeka, ki ga je vredno poslušati in ki ga bomo poslušali tudi drugič, ko bo govora še o energetiki, o umetni inteligenci in še o marsičem, ampak za danes je bilo pa res veliko pametnih modrosti, predvsem pa, vsaj sam sem si to najbolj zapomnil, vprašajmo se, kaj so naše vrednote. Lep pozdrav, do naslednjič.